Smučarsko društvo iz Slovenske Bistrice je na Treh kraljih izpeljalo veleslalomsko tekmo za laskavi naziv Car veleslaloma. Brez žrebanja štartnih številk v smučarskem športu ne gre in tega so se dobro zavedali tudi organizatorji četrte tekme za veleslalomskega carja. Prireditev, ki ima v prvi vrsti dobrodelno noto, se je udeležilo veliko rekreativcev, ki so prišli iz različnih koncev Slovenije. Udeleženci tokratne izvedbe so torej 1. februarja dan s prijatelji preživeli na smučišču pri Treh kraljih. Za to druženje pa je v prvi vrsti zaslužen neutrudni organizator Aljaž Pristovnik. Letos se pridružujemo tudi večjemu projektu enemu v sodelovanju z Radio 1. Tako da dobrodelnost po moje nima meja, ne vem. Upam, da se ne konča, ker marsikdo je potreben tega in z veseljem pomagamo. Vse štartnine grejo v dobrodelni sklad. Donacije, ki smo jih prejeli od določenih podjetij, katerim se tudi zahvaljujemo, tudi na vseh vizualih so prisotni, in pa drugi, ki samo prispevki donirajo in s tem pomagajo, da je vsako leto znesek višji. Mi pa tudi, kot pravim, smo se pridružili projektu in na koncu ves izkupiček gre dejansko k temu projektu. Aljaž, ki je na dan dogodka praznoval tudi svoj osebni praznik, ničesar ni prepustil naključju. Da so imeli vsi nastopajoči dobre tekmovalne želje, je poskrbel, da je na tekmo prišel tudi nekdanji svetovni prvak in zmagovalec svetovnega pokala v ski krosu Filip Fliser. Predvsem pohvala organizatorju za to, zaradi tega sem tudi prišel kot neki, jaz ne tekmujem danes, ampak sem tukaj bolj za ljudi, za otroke, za vse in da nasplošno podpiram nekaj dobrega. Vedno manj je smučarjev in vsaka taka stvar je zelo dobra, da se širi ta zavest, da se mladi, bom rekel, še bolj navdušijo nad športom in to je fantastično. Filip se je prvi kot pretekmovalec spustil po progi in odlično urezal smučino, po kateri so nato vozili smučarke in smučarji, ki so tekmovali v 8 starostnih skupinah. Skupaj se je v startno hišico postavilo 79 smučarjev in smučark. Za najlepši uvod v tekmo so poskrbeli tisti najmlajši, ki so se po progi spustili v mentorstvo staršev ali trenerja. Na ta začetek najmlajših pa so najbolj ponosni tudi v vrstah izvajalcev tega tekmovanja. Naš cilj primarno je spraviti na smuči čim več otrok, sploh med vratica, da izkusijo vsaj enkrat v življenju tisto tekmovalnost, tisto vzdušje, ki jih spodaj pričaka. Kar se pa tiče vedno boljših smučarjev, res je, pravi divjaki prihajajo v pozitivnem smislu in prav zanimivo in super je videti tole zagriženost na štartu in nervozo med vedno starejšimi. Hitro pa so med veleslalomskimi vratci vijugale tudi predstavnice ženskega dela tekmovanja, od najmlajših pa do najstarejše kategorije. Dobro pa so se na tej dobrodelni tekmi počutile tudi mlade smučarke, ki so prišle iz konjiškega konca. Proga je bila malo ledena, ful fajn je bilo tekmovati, z vožnjo sem zadovoljna, lahko bi bilo boljše. To mi pomeni veliko, da lahko sodelujem pri dobrodelnem nastopu. Proga je bila super, hitra. Danes je bila super proga, sem zadovoljna s svojim rezultatom. Jaz sem pa prvič nastopila tukaj in mi je bilo zelo všeč. Vrhunec dogodka so udeleženci doživeli v nastopu tiste srednje kategorije, ko so se iz tekmovalca do tekmovalca spreminjali najboljši časi posameznikov. Najbolj hiter je v tej plejadi kakovostnih tekmovalcev bil Tomaž Ren, ki je za progo porabil nekaj več kot 40 sekund in se tako ovenčal z naslovom veleslalomski car leta 2025. Kljub temu, da je bila odprta proga, je bila zelo fizično naporna, po pravici povedal, drugače pa postavitev kot taka je bila za razmere, ki so bile super. Če bi bila bolj zaprta, bi bili večji problemi sploh za otroke, pa za mogoče kakšne manj izkušene smučare. Tako pohvale, kar se tiče proga in vsega. Nagrada za najboljšega je torej ostala kar v soseščini smučišča. Neko pripadnost k temu našemu hribu, oziroma jaz tako tu doma 20 minut tule spodaj, tako da lahko rečem, da je to kar domači teren. Vsekakor pa z tega dogodka z lepimi spomini odhajata tudi tista najstarejša udeleženca. Odlično. Lepo je bilo tekmovati z mladimi, z veliko mlajšimi, ki so drveli tam spodaj do podna. Lepo je bilo, res lepo. Jaz sem tu že tradicionalno večkrat bil.
super je vzdušje, a ne. Veliko se med seboj pozna, res fantastično je, no. In jaz vsako leto vračam in se bom vračal, dokler bo šlo.